Na osnovni šoli Lucija so se ves teden pripravljali na šolsko tekmovanje v pripravi najzajtrka, ki je potekalo po petkovem tradicionalnem zajtrku. Vsak razred posebej se je odločil, s katerimi jedmi se bodo pomerili. V bistvu smo najprej za razredničarko se zmenili, da bo vsaka skupinica v razredu dala svojo idejo za zajtrk. In potem smo se dogovorili, kdo ima pripomočke in da prinesemo v šolo. Vsak je dal svoj glas in rekel, kateri zajtrk mu najbolj všeč. Pri ocenjevanju jedi na šolskem tekmovanju bodo ocenjevalci upoštevali, kako je videti krožnik in kako ga bodo učenci predstavili. Zelo pomembno pa je tudi, iz kakšnih sestavin je zajtrk pripravljen. Smo to prav mogli upoštevati, da so lokalne sestavine, torej pač imamo kakije, ne? Ker pač, če je uvožena, ne vemo, iz kje prihaja, kaj vse vsebuje. Sezonska hrana je najbolj kakovostna, ker vsebuje največ hranilnih snovi. Zdrave beljakovine, ogljikovi hidrati in da je brez sladkorja ali pa da ima naravne sladkorje. Medve z Lano sva pripravili vaniljev chia puding z tako kakijevo marmelado in gor z praženimi lešniki in malo limone in meda. Palačinke s kakijevo marmelado, cimetom in medom. Imelo je vse sestavine, ki smo jih mi potrebovali, je bilo po kriterijih in tudi veliko nam je bil všeč. Tradicionalni slovenski zajtrk je organiziran v tednu slovenske hrane, ko imate na nekaterih šolah možnost spoznati tradicionalne slovenske jedi. Na šoli smo imeli že joto, zelje, pečenice, matevža. Jaz osebno imam to zelo rada, ampak se mi zdi, da ostali niso lih navajeni na tako hrano in se mi zdi, da ne marajo lih. Mladi pravijo, da jih je priprava na tekmovanje povezala. Mi smo že tako povezan razred, ampak mi je bilo lepo, kako smo se vsi skupaj zbrali in izbrali to stvar in tudi vem, da bomo super sodelovali skupaj. Hrana nas ne le hrani, ampak tudi povezuje, so ugotovili mladi, z malo truda pa je najzajtrk tudi privlačen na pogled in okusen.